Dober večer vsem skupaj. Ta je bila pa zdajle nizka. Ne moram z vlado to konkurirati. Torej, drage diplomantke in diplomanti, čestitke tudi v mojem imenu. Kakšnih dolgih govorov ne bom imel, ker sem v glavnem vam že vse povedal, kar vem ali pa kar si mislim, ko smo se srečevali na predavanjih. Tako da mogoče en insert iz tega, kar smo se pogovarjali v razredu. Za uspet v nečem, v življenju, tudi v obče, je potrebno razumeti, česa se lotevaš, si je treba upati, pa treba delati. To sem po mojem skoraj vsakem razredu povedal. In vi ste danes stopili v klub uspešnih pravzaprav. Upam, da se tega zavedate. Pač ste se upali vpisati, ste 3/4 stvari razumeli in ste nekaj delali, če ne bi diplomirali. Nekaj vam pa nisem povedal v razredu, vam bom pa zdaj. Z uspešnostjo je tako. Najbolj neroden je, kadar se začnemo o uspešnosti pogovarjati v pretekliku. Je bila uspešna ali pa je bil uspešen. Ker to ponavadi pomeni ali da si mrtev ali pa da nisi več uspešen. Zdaj pa uspešen pa nisi takrat, kadar počneš nekaj, kar ne razumeš, kadar si ne upaš, pa kadar nisi pripravljen delati. Tako da vi ste dokazali, da niste, vi ste dokazali to, da ne pride v poštev argument, da ne zmorete, ali pa da si ne upate, ali pa da itak nič ne zastopite. Tako da v bistvu je pred vami velika odgovornost. V Sloveniji diplomira ali pa bom rekel med zaposlenimi, zaposleni smo pa tisti, ki pravzaprav ustvarjamo vse to, da tako lahko živimo, kot živimo, drugače bi pač, ne vem, živeli v kameni dobi. No in od vseh zaposlenih v Sloveniji ljudi za visoko izobrazbo mislim, da 10%, nekaj tazga, ali pa mogoče zdaj že 12, ali pa 16, ali pa tako, manj kot 20. Tako da vsekakor ste manjšina, uspešna manjšina, od katere je seveda odvisna naša prihodnost. Vi boste mogli voditi tistih 80%, ki niso v vašem razredu, da se tako izrazim. In seveda nihče si ne želi izlažati v pretekliku, ker pač uspešen biti pomeni vsak dan razumeti, vsak dan si upati in vsak dan delati. In upam, da vam bo uspelo to tako živeti pač še naprej in biti uspešen, dokler boste pač aktivni. Hvala, upam, da so kitaro popravili. Jaz več ne vem. Srečno!